Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedenski informativni reportažni oddaji Bistriški tednik. Z adventom smo že vstopili v praznični čas, sledili bodo še vsi trije dobrodušni možaki, Miklavž, Božiček in dedek Mraz. Tudi središče mesta Zlagoma že dobiva praznično podobo. Tokrat bi posebej izpostavili 40 let delovanja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica. Predstavitev knjige alpinista in pesnika Milana Romiha Skozi trate oblakov. 40 let Obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica. Borut Kruder, novi predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Srečanje jubilantov in inovatorjev skupine Impul. Prvi dobrodelni koncert Karitas Slovenska Bistrica. Slovenjebistriški alpinist Milan Romih je v sredo 27. novembra v Viteški dvorani Bistriškega gradu predstavil svojo drugo knjigo, roman Skozi trate oblakov. Že uvod v roman je zgovorni napovednik pripovedi o gorah in prijateljstvu ter tisti tesni, čarobni nitki, ki neločljivo povezuje eno z drugim. Zgodba o Mihu in Jaku ter njunem prijateljstvu se dotakne njunih dogodivščin, plezanja širom po svetu in premišljevanj o gorah, ljubezni, odhajanju in ostajanju. To je bila zimska odprava na Annapurno, ki jo imam nekako v zelo, zelo lepem spominu. Kot vedno smo se tudi sedaj takrat zbrali okoli Darkota Berlaka, ki je organiziral večino naših odprav v Himalajo, se pravi Darko, Slavko, Damč, Aco, Pepevnik in pa Marjan, Dan in jaz in še nekaj prijateljev iz Zagreba. To je res bila odprava polna smeha, Danč in Aco na letališču v New Delhiju, ko smo ne vem koliko ur čakali, da smo lahko poleteli naprej. In potem smo končno pristali v Katmanduju, veseli. Katmandu smo že zelo dobro poznali od prejšnjih odprav, vedeli smo, kam gremo. No, ampak vse ni vedno tako idealno. Ko se je Taši oglasil pri nas v hotelu in Darko to prinesel celo mapo papirjev, se mu je obraz zelo pomračil. Mi smo to videli in smo se hitro poskrili po tistih romantičnih kotičkih Tamela, ki jih je bilo včasih ogromno, zdaj je to se malo bolj urejeno. Še vedno je zelo lepo, ampak takrat je res bilo tisto pristno. Darko je zadeve uredil in potem smo se z avtobusom odpravili naprej proti Pokari. Od tam pa peš 14 dni do baznega tabora. Tukaj je pokrajina res čudovita, mehka. Ves čas hodiš skozi majhne vasice, skozi gozdove, hodiš ob reki. Tu so tudi neskončna travnata pobočja in dnevi so hitro minevali. Ponavadi si zjutraj nekaj malega pojedel in potem pograbil nahrbtnik in se zapodil po poti naprej. Velikokrat smo hodili sami, kajti tako si lažje nekako doživlja to čudovito pokrajino, se prepustil svojim mislim in užival v tem, ampak na takih markantnih točkah smo se potem ob poti dobivali, pokadili kakšen cigaret, to so bila ponavadi ogromna drevesa ali pa kakšni veliki bolvani in potem odšli naprej. Vedno, predvsem na začetku poti so bili ti topli vrelci, tam smo pa vedno bili skupaj in v gatah ali pa brez njih poskakali v to toplo vodo in si dali duška.
Više smo prihajali, lepša je bila pokrajina in mi vedno bolj zasanjani. Točno se spominjam te noči, ki smo spala takrat s Slavkom, to je bila ena majhna vasica, majhen loč, majhna sobica. Vse skupaj je pa bilo dobesedno prilepljeno na zelo strmo pobočje. Od spodaj je šumela reka, midva sva se zavila v spalne vreče, prižgano sva imela svečko, ker pač ni bilo elektrike in sva se dolgo v noč pogovarjala. To je bil res tak prijateljski pogovor, ki jih prijatelji včasih potrebujejo in se tiče samo njih. No, ali pa smo se dobivali tudi ob takih majhnih kolibah, Damč, ki nas je čakal, popili pivo ali pa Coca-Colo in potem odšli naprej skozi fotografije, ki nam jih je pač podaril tisti dan. Bliže smo bili gori, resnejši so postali pogovori zvečer, vedno več smo se pogovarjali v hribu, kako bomo plezali, kje bojo tabori in takšne zadeve. In potem nas je kmalu sprejela Annapurna v vsej svoji lepoti. Aco, Damč, Slavko, prav blizu baznega tabora smo imeli prav poseben griček, ker je bilo ves čas prisotno sonce čez cel dan in kadar smo bili v baznem taboru, smo tu preživeli veliko ur in opazovali, kako je sonce zahajalo za vrhom Annapurne. Damč je hodil po gori vedno z največjim in najtežjim nahrbtnikom, nikoli mu ni bilo težko, vedno je bil nasmejan. Na tej odpravi pravzaprav plezarija ni bila ne vem kako težka, bilo je mrzlo, ker je bila zimska odprava, ampak potem smo prišli do pasov serakov, ki so se nekontrolirano lomili, bilo je prenevarno in Darko je pač odpravo prekinil. Čeprav je bilo lepo vreme, sicer je pihal močan veter, ampak potem smo bili vsi takšnega mnenja, da je boljše, da odpravo prekinemo. In ponovno so prišli po nas nosači, premalo oblečeni in obuti. Mi smo jim delili cigarete, tako da so pač bili malo boljše volje. In že prvo noč nas je presenetila snežna nevihta, nametalo je ogromno snega in tako smo se potem 3 dni prebijali v dolino. Bilo je precej nevarno, predvsem za nosače, da jim zdrsne na teh spolzkih travah pod snegom. In ko smo prišli, ko smo zagledali prve trave in vasico Džomason v dolini, se nam je vsem preko obraza razlil en velik nasmeh. In potem pričakovala nas je cela vas, ker žene od nosačev pač niso vedele, kaj se gori dogaja. In potem smo v tem ločju, ker smo prespali, naredili res tako veselico. Vsi smo plesali, peli, pili in mislim, da to domačini še dolgo ne bodo pozabili. Po tej odpravi smo bili z Damčem in Slavcem še veliko skupaj, marsikaj smo še splezali, ampak potem so se naše poti nepreklicno razšle. Najprej je odšel Damč, potem je šel za njim še Slavko. Oba sta šla preko roba, preko tistega roba, preko katerega bomo pravzaprav morali vsi. Delček nas je
odšel z njima, velik del njiju pa je ostal z nami. In trdno sem prepričan, da se bomo nekoč nekje daleč za temi zalivi ponovno srečali. Knjiga je šla v samozaložbi v nakladi 500 izvodov. Z Milanom Romihom se je pogovarjala Jana Jeglič. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica letos praznuje 40. obletnico delovanja. Zbornica, ki je bila ustanovljena 19. januarja 1979, združuje člane na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole. Obrtniki in podjetniki so častitljivo obletnico obeležili z osrednjo slovesnostjo v četrtek, 28. novembra, v Viteški dvorani Bistriškega gradu. Zbrane so nagovorili Silvija Strižič, predsednica območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in Blaž Cvar, član upravnega odbora obrtne zbornice. Na prireditvi so tako kot vsako leto podelili jubilejna priznanja članom, ki že leta uspešno opravljajo obrtno dejavnost. Letos okrogli jubilej praznuje kar 28 članov. Ob obletnici so podelili tudi posebna priznanja. Zlate ključe Obrtne zbornice Slovenije za dolgoletno uspešno delo na področju obrti in podjetništva ter uspešno in aktivno delo v organih Obrtne zbornice Slovenije so prejeli Ivan Šoštarič, Vojko Šoba in Jožef Ogrizek. Območna obrtna podjetniška zbornica Slovenska Bistrica je prejela tudi srebrni pečat Obrtne zbornice Slovenije za dolgoletno povezovanje obrtnikov in podjetnikov ter krepitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema. Priznanje za uspešno delovanje v organih zbornice so podelili Jožici Vinter, Olgi Kampuš, Dušanu Golobu, Zofki Skrbiš in Leopoldu Turku. Priznanje za uspešno sodelovanje in doprinos razvoju obrti in podjetništva pa so prejeli Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica, Moški spevski zbor Obrtnik Slovenska Bistrica Polskava, Občina Slovenska Bistrica, Panorama Slovenska Bistrica in Lic Slovenska Bistrica. Svečanost so popestrili pevci moškega pevskega zbora Obrtnik Slovenska Bistrica Polskava, glasbeniki glasbene šole Slovenska Bistrica, plesalci plesnega kluba Lara in reper Huber iz Slovenske Bistrice. Obseden z mojo malo, nadela mi filinke, po restauracijah samo filinke, še bankomat, priplačen minus krev, vse za filinke, vse za filinke. Obseden z mojo malo, nadela mi filinke, po restauracijah samo filinke, še bankomat, priplačen minus krev, vse za filinke, vse za filinke. Mali poglaj gre za Praga, Gucci, Armani in Boss, zlate ure, ketne, denarnica polna zlata, pa daj komod. Limuzina pred bajto, jacuzzi in sauno, luksus razvajanje stalno, ogreta globalno, da živela bogato in sebe naredila mulatko. Obseden z mojo malo, nadela mi filinke, po restauracijah samo filinke, še bankomat, priplačen minus krev, vse za filinke, vse za filinke. Obseden z mojo malo, nadela mi filinke, po restauracijah samo filinke, še bankomat, priplačen minus krev, vse za filinke, vse za filinke. Pozabil sem na vse probleme v tebi, srečo in svetlobo, našel sem v tebi, iskrena vsaka rima, iskrica čarobna v tvojih očeh, srečo čutim vsakeč, ko vidim tvoj nasmeh, vidim tvoj pogled, vidim tvoj nasmeh, vidim sebe v tebi, vidim sebe v tebi, vidim tvoj pogled, vidim tvoj nasmeh, vidim sebe v tebi, čuj. Obseden z mojo malo, nadela mi filinke, po restauracijah samo filinke, še bankomat, priplačen minus krev, vse za filinke, vse za filinke. Obseden z mojo malo, nadela mi filinke, po restauracijah samo filinke, še bankomat, priplačen minus krev, vse za filinke, vse za filinke. Obseden z mojo malo, nadela mi filinke, po restauracijah samo filinke, še bankomat, priplačen minus krev, vse za filinke, vse za filinke. Hvala. Združenje borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica ima novo vodstvo.
Na volilni skupščini združenja, ki je potekala v petek 29. novembra v prostorih Lovskega doma na Zgornji Poskavi, so za novega predsednika izvolili Borota Krudarja. Dosedanji predsednik Frančišek Bera je zaključil 7. zaporedni mandat vodenja združenja, zato so mu podelili naziv častni predsednik. Na skupščini so prisluhnili tudi poročilo o delu v preteklem mandatu in sprejeli programska izhodišča o delovanju združenja za mandatno obdobje 2019-2023. Pred skupščino je član združenja Janko Potočnik prebral 2 pesmi iz svoje pesniške zbirke. Skozi čas potujem vsakodnevno. Skozi čas minulih let prek zelenih in ovelih trat se odpravim na izlet spotoma spomine brat. V rojstni kraj vabi me spomin, med vinske hrame razvijanih poti, med pastirje pašne gmajne, otroštva šolskih dni. A obrazov znanih srečat ni, opuščene bližnjico poti, zarasle so se pašne gmajne, ugasnile krušne so peči. Spreminja se današnji svet, ne vrača se v sedanjost, zato spomin izgublja sled, ko breme nosim poznih let. V petek 29. novembra so v Viteški dvorani Bistriškega gradu svečano podelili zahvale in priznanja jubilantom in inovatorjem skupine Impol. Vsako leto se med jubilanti srečajo mnogi Impolčani, ki že vrsto let izkazujejo svoje zvestobo Impolu, med inovatorji pa se vsako leto pojavljajo novi obrazi z novimi idejami. Povabljanje je uvodoma nagovoril Andrej Kulmanič, glavni izvršni direktor skupine Impol. Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, dejstvo je, da se leto 2019 počasi izteka, leto, ki ga bomo prav gotovo zapisali v zgodovino Impola kot eno zahtevnejših let. Že v začetku leta smo prepoznali te gospodarske in politične trende, ki so nakazovali, da nam ne bo enostavno. Trgovinska vojna med Združenimi državami in pa Kitajsko, kakor tudi negotovost pri ločevanju med Evropsko unijo in pa Anglijo so povzročale neko negotovost in pa samo upočasnjevanje gospodarstva. Dejstvo je tudi, da se v avtomobilski industriji dogaja neka transformacija, ki še to gospodarsko rast dodatno upočasnjuje. Priznati si moramo, da za to našo razpršenostjo po različnih industrijah dobro, bi rekel, brodimo skozi to vihravo obdobje. Še enkrat več se je izkazalo, da je Impolova razpršenost konkurenčna prednost pred ostalimi. Lahko rečem, da bomo leto 2018 zaključili spodbudno, ne ravno najboljše, ampak lahko rečem z enim solidnim poslovnim rezultatom. Skupina Impol se v tem trenutku nahaja na eni prelomnici. Vse napovedi in pa trendi kažejo, da vsi tisti, ki se nahajajo na koncu neke predelovalne verige, bodo enostavno odpadli. Vsi tisti, ki se tam nahajajo, enostavno dobivajo konkurenco iz, bom rekel, vzhodnih delov sveta, za katero je praktično nemogoče tekmovati. Zato za skupino Impol prihaja izredno pomembno obdobje. Jaz mislim, da smo te napovedi mi že pravočasno prepoznali, organizirati bomo morali procese, seveda pa ogromno delati na samem razvoju, s katerim bomo si odpirali vrata na trge zahtevnih proizvodov. Če želimo postati tier 1 ali en dobavitelj, seveda od nas zahteva korenite organizacijske spremembe. Urediti bomo morali poslovne procese, zagotoviti si bomo morali ustrezno digitalno podporo,
Seveda ukvarjati se bomo morali pa tudi z samimi izgubami oziroma pretočnimi faktorji v proizvodnih procesih ter pa produktivnostjo. Zdaj kvalitete seveda ne omenjam, ker kvaliteta je samoumevna, ne sme biti nikoli vprašanje in jo moramo vedno zagotavljati našim kupcem. Seveda ne smemo pa tudi pozabiti na naš servis, ki ga moramo nuditi do kupcev, da smo hitri in pa učinkoviti. Skupina Impol je zapisala strategijo do leta 2026. V strategiji ne dajemo več toliko poudarka količinski rasti. Dejstvo je, da se usmerjamo na nove izdelke, na izdelke, ki imajo višjo dodano vrednost, na izdelke, ki podaljšujejo predelovalno verigo, na izdelke, s katerimi želimo postati razvojni dobavitelj našim kupcem in si na ta način zagotoviti neka dolgoročna poslovna razmerja. Po napovedih analitikov ali pa še posebej po odzivov naših kupcev iz trga lahko pričakujemo še eno zahtevno leto, ki je pred nami. Kupcem bomo morali nuditi popoln servis oziroma nuditi jim bomo morali vse to, kar beseda Impol predstavlja. Vendar na vse pretekle izkušnje, ki jih imamo vsi skupaj, verjamem, da nam bo uspelo. Dejstvo je, da svetovno gospodarstvo se ne bo ustavilo, ampak se bo upočasnilo. V naših rokah pa je, koliko nam bo uspelo si te pogače odrezati. Vsaka dosedanja kriza je skupino Impol okrepila in pa naredila še boljšo. Znamo se prilagajati, znamo iskati inovacijske rešitve ali pa inovativne rešitve. Slednje ste dokazali vsi danes prisotni z svojo inovativnostjo in pa pripadnostjo, s katero skupina Impol raste. Za vaš trud se vam iskreno zahvaljujem in se že veselim novih izzivov, ki nas čakajo v prihodnosti. Hvala lepa. Jubilejnih 40 let neprekinjenega dela v skupini Impol so letos praznovali Ivan Ačko, Roman Hren, Angelca Pavlič, Jožef Brglez, Zvonka Dovnik, Bojan Kac, Silva Vivot in Irma Gosak. 15 zaposlenih je prejelo zahvale za 30 let dela, 38 zaposlenih za 20 let in 24 zaposlenih za 10 let dela. Zlate znake Impola so podelili 28 inovatorjem leta 2019. Prireditev so popestrili glasbene točke muzikalcev. V nedeljo, 1. decembra, je v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici potekal dobrodelni Karitasov koncert. Nastopili so glasbene Iskrice, Frančiškovi otroci, Golobčki, Vrtec Blaže in Nežica, poskočni muzikanti Metulj, Stela Tavželj, otroški pevski zbor Župnije Slovenska Bistrica in zbor Natanajel.
Praznični december v Slovenski Bistrici bo letos še posebej pester. Dogajanje so začeli danes, 5. decembra, z obiskom Miklavža na notranjem grajskem dvorišču. Sicer pa so organizatorji prireditve pod skupnim naslovom Praznična Bistrica podrobneje predstavili v sredo 4. decembra na novinarski konferenci v prostorih Rica Slovenska Bistrica. Več o prazničnih dogodkih je povedala magistra Monika Kirbiš-Rojs, direktorica Rica Slovenska Bistrica in vodja občinskega oddelka za gospodarstvo. Zdaj mi smo se na letošnji praznični december pripravljali kar nekaj mesecev. V primerjavi z preteklimi leti smo program tudi razširili, tako vsebinsko kot tudi lokacijsko. Tako da letos se bo dogajanje nekako odvijalo na Trgu Svobode kot vsako leto, del tudi na gradu in pa del preko ceste, se pravi pri Marijini cerkvi. Tam bo tako imenovana pravljična dežela, o kateri bo potem vse povedala kolegica Rebeka. Kot rečeno, jutri prihaja Miklavž, tako da tukaj to se bo odvijalo na gradu Slovenska Bistrica, pričakujemo kar precej otrok in pa njihovih staršev. Potem pa vse skupaj bolj intenzivno od 17. decembra dalje, tako da bomo v torek 17. decembra dopoldan krasili drevesca z pomočjo otrok iz vrtcev in pa naših osnovnih šol. Potem pa bo se nekako dogajanje razdelilo na 2 tedna. Prvi, ki bo potekal med 18. in pa 24. decembrom, bo malo bolj umirjen, namenjen zlasti družinam in pa otrokom. Takrat bomo imeli v bistvu cel dan na trgu božični sejem. Vse ponudnike bo tudi podrobno predstavila sodelavka Ivana. Medtem ko v popoldanskem času pa bojo razni nastopi plesnih skupin, potem pevskih skupin. Imeli bomo tudi modne revije, recimo Pričesk, tudi modno revijo našega centra domačih obrti, umetnostnih in pa domačih obrti. Zanimiva bo recimo tudi sobota 21. decembra, takrat se nam bodo na božičnem sejmu tudi pridružili naši prijatelji iz pobratenih občin, in sicer Vrsarja in pa Bele Palanke. Takrat bo recimo ponudba tudi precej bogata. Zdaj vse tisto, kar pa bo malo bolj, bom rekla, zabavno, plesno obarvano, pa se bo odvijalo v zadnjem tednu oziroma konkretno po 23. decembru. 23. decembra bomo začeli udarno, in sicer z 2 bendoma. Prvi bo srednješolski bend v večernem delu in pa potem koncert z poskočnimi muzikanti. Potem od 26. decembra pa vse do konca leta pa bomo praktično vsak večer imeli koncerte. Nastopili pa bodo znani ansambli, recimo Donačka, Modrijani, Dejan Vunjak, silvestrovali pa bomo letos z Igorjem in pa z Zlatimi zvoki. 28. decembra, to je sobota, pričakujemo tudi precej ljudi. Takrat bodo nastopali Modrijani in pa odvijala se bo tudi dobrodelna palačinkijada našega Lions kluba in pa Leo kluba, ki jo tudi podpiramo, tako da tudi na to vljudno vabimo. Kot rečeno, pravljična dežela med 18. in pa 21. decembrom in pa potem zanimivo dogajanje tudi pri sami cerkvi, ker si bo tudi mogoče ogledati jaslice, tudi žive jaslice in pa tudi prisluhniti glasbenim nastopom. V to dogajanje letošnjo smo vključili oziroma bomo še vključili tudi ponudnike, podjetnike, ki delajo na teh lokacijah, tako da se bodo tudi čutili vključene in da pač pri tem programu sodelujejo. Na novi lokaciji pri Marijini cerkvi bo letos zaživela tudi pravljična dežela. Dogajanje je podrobneje predstavila Rebeka Potočnik iz društva Fridina Mišnica. O posameznih dnevih in pa dejavnostih ne bi posebej izgubljala besed, ker je vse v programu, tako da je vsakem dnevu nas bo ta snežna kraljica pričakala, to je vsak dan, drugače so pa dnevi med 18. in 21. prežeti v različnih oblikah dejavnosti za otroke, od lutkovnih predstav
do glasbenih vložkov, tudi Frida in Rudi, ki jo mogoče Bistričani iz drugačnih dogodkov poznajo, bosta obiskovala to praznično pravljično vas. Sama otvoritev pa bo navezana iz glavnega trga, se pravi ob prihodu Dedka Mraza bodo prišli snežni artisti na hoduljah, tako da to bo en poseben, dodaten, zanimiv vložek in se na tak način tudi pravljična dežela preko ceste z 18. otvori. Tako da jaz sem zelo vesela, da nam je uspelo tudi s pomočjo te snežne kraljice, ki verjamem, da bo pritegnila tudi obiskovalce drugih občin, nekako upeljati in razširiti skozi to praznično zgodbo, to našo snežinko, ki je nekako postala logo celotnega prazničnega dogajanja. Ivana Pečovniki, Stica Slovenska Bistrica, je predstavila božični sejem s praznično ponudbo, oblikovalka Nika Poslek, nov logotip in celostno podobo praznične Bistrice, Maksimilijan Tramšek, vršilec dolžnosti direktorja Komunale Slovenska Bistrica, okrasitev Trga Svobode, Patricija Breznikar, direktorica knjižnice Josipa Vošnika Slovenska Bistrica, decembrske prireditve v knjižnici, Jana Jeglič iz Rica pa ostale praznične dogodke v mestu. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 25. novembra do 2. decembra 2019 obravnavali 18 kaznivih dejanj. Od tega 2 kaznivi dejanji velike tatvine, 3 kazniva dejanja tatvine, 1 kaznivo dejanje goljufije, 4 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, 1 kaznivo dejanje grožnje, 1 kaznivo dejanje nasilja v družini, 1 kaznivo dejanje nasilništva, kaznivo dejanje zarezovanja, kaznivo dejanje ponarejanja listin, kaznivo dejanje zanemarjanja otrok in kaznivo dejanje ponarejanja denarja. Hošnica. Neznani storilec je zlomil več stekel kabine delovnega stroja ICB ter poškodoval krmilo stroja in ta način lastniku povzročil za 10.000 evrov škode. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil več kosov nakita ter tako lastnika oškodoval za 5.000 evrov. Neznani storilec je z mize v gostinskem lokalu odtujil mobilni telefon ter tako lastnico oškodoval za 360 evrov. Policisti so bili obveščeni o 9 prometnih nesrečah. V 4 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila. V enem primeru so prometno nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom, v 4 primerih pa so povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so izvedli 2 ukrepa. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so na okrajno sodišče v Mariboru podali 2 obdolžilna predloga in izdali 8 plačilnih nalogov. Zaradi suma kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 8 intervencij, od tega 3 v zasebnih prostorih in 5 na javnem mestu. V 4 primerih so kršiteljem izdali plačilni nalog, medtem ko so v preostalih primerih zadevo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Obravnavali so tudi 2 tuje državljana Evropske unije, za katera so v postopku ugotovili kršitve določil zakona o stalnem prebivališču, zaradi česar so jim izdali plačilni nalog. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, to je tudi vse, kar smo za vas pripravili v tokratni tedenski informativno-reportažni oddaji TV Studia Bistrica, Bistriški tednik. Prijazen pozdrav in vse dobro do prihodnjič.